Pisma tebi je zadnja knjiga Nike Kovač. S prejšnjo knjigo Pametne punce je avtorica potovala po šolah in nabrala navdih za pisma mladim, ki so napisana kot osebne izpovedi in napotki za boljšo skupnost. Zarja, kdaj si nazadnje prebrala ali pa mogoče celo napisala kakšno pismo? V bistvu nazadnje sem napisala pismo sama sebi, ki ti ga potem čez 5 let pošljajo nazaj na mail. Super ideja, ampak to je virtualno verjetno. No, jaz sem te bolj spraševala za takšna papirnata pisma. Ko sem bila jaz v tvojih letih, sem si s prijateljicami zelo rada dopisovala takšno pismo, še zdaj jih imam nekaj shranjenih in tukaj s sabo. In pisma je res lepo brati, tudi tale Nikina so bila super. S katerimi besedami bi ti opisala, na primer, to knjigo? Pogum, solidarnostna družba in besedice, ne? Odlična izbira. Knjiga je torej polna iskrivih pisem, nekatere so tudi provokativna malce, naprimer o prepisovanju testov v šoli. Enkrat je Nikina prijateljica rekla, ne, zdaj imam pa dovolj, ne dovolim več prepisovanja. Se spomniš te teme? Kako je pri vas s prepisovanjem? Ja, jaz se strinjam, da se moramo vsi pripravljati za teste in namesto prepisovanja, da si pomagamo glede na naša močna področja. Ampak vem pa, da se ne moramo nikoli 100% naučiti, tako da mi je v redu, da komu kdaj kaj pomagam. Ni mi pa všeč, da nekdo cel test od mene prepiše. Ja, verjamem. Na splošno pa je tale knjiga Pisma tebi en tak poziv mladim, vzpodbuda, da ustvarimo skupaj lepšo družbo, prijaznejšo. Katere teme v povezavi s tem so te nagovorile? V bistvu najbolj mi je bila všeč tema o predsodkih, ki je govorila, kako ne smemo ljudi soditi, preden spoznamo njihovo zgodbo, ker ima vsak neko svojo edinstveno zgodbo in da jo moramo najprej probati razumeti in jo spoznati, preden ljudi sodimo. Tako kot ljudi, tudi knjige ne smemo soditi po zunanjih platnicah. Zakaj je vsa ta pisma zbrala med njih Nika Kovač, pa nama bo povedala kar sama. Nika, živjo, kaj je bil namen tvoje knjige in zakaj si jo napisala v obliki pisem? Ja, torej, knjiga je napisana v obliki pisem, zaradi tega, ker verjamem, da so pisma ena lepa stvar, ki vzpostavljajo skupnost. Napisala sem pa knjigo zaradi tega, ker se mi je zdelo pomembno, da odgovorim na neke temeljne laži, ki se pojavljajo takrat, ko odraščamo in ki so del mladosti vsakega izmed nas. Tako da ja, zato je knjiga v taki obliki. Hvala lepa, Nika. Ja, vznemirjenje o pričakovanju novega pisma in branju ni veliko lepšega, pa ne govorim o tistih na telefonu, tako da napišite kakšno pismo, pošljite komu, verjemite, zelo ga bo razveselilo. Ja, v to pa ne dvomim, hvala Jasna in Zarja, vas tekmovalci v studiu pa zdaj sprašujem. Knjiga Pisma tebi je zapisana v obliki kratkih pisem, ki govorijo o pogumu, predsodkih, solidarni družbi. Zakaj se je avtorica pri pisanju odločila za takšno obliko? A. Pisma svojo vsebino nagovorijo vsakega izmed nas, B. Vsebino pisem lažje ponotranjimo, C. Pisma gradijo bolj povezano skupnost ali D. Pisma hranijo številne hipne misli in daljne spomine. Samo še počakaj, stop. Aha, ekipi menita, da je odgovor C tisti, ki smo ga iskali. Avtorica pove, da so pisma lepa stvar, ki vzpostavljajo skupnost. In res pravilen odgovor je C, kar pomeni, da je to 5 točk za rumene in 10 za vijoličaste.